35 let sem delal kot elektroinženir, kot energetik v tovarni aluminija v Kidričevem. Kljub temu sem se pa 60 let aktivno ukvarjal s fotografijo. Ampak to je bil čas, ko je bilo to možno. Že okrog 80. leta v prejšnjem stoletju je nastajala situacija, ker mladi niso več imeli možnosti, da bi lahko brez šole. Na začetku so zahajali v šole v tujino, to mislim predvsem visoke šole, danes je pa več visokih šol v Sloveniji in če mladi, če se hočejo ukvarjati s fotografijo, morajo iti najprej v šolo, ampak to še zdaleč ni dovolj. Talenta so razmerno dosti, ni pa toliko pridnosti. Zelo hitro so zadovoljni z rezultatom, sploh če je uspešen in v bistvu, če pa hočeš res uspeti, pa moraš delati in delati. To še toliko bolj, mislim, moraš pa ostati, najti tisto svoje pravo, če hočeš najti nek svoj jezik, to je bilo na katerem umetniškem področju, moraš stalno delati in ta svoj jezik, ta svoj pristop razvijati. Jaz sem to delal 60 let, s tem, da sem 60 let fotografiral izključno črno-belo fotografijo in to fotografijo na klasični način še danes izdelujem. Se pravi, dostikrat pridejo mlade k meni, ali so to študentje na umetnostni zgodovini ali pa na fotografiji, ampak vidim, da recimo ogromno fotografirajo, ampak malo preverjajo. Jaz jim razlagam, če ima nek projekt, pa ga mora slikati en mesec, da mora vsak dan sproti preveriti, kaj je dobro in pravzaprav naprej v spominu samo tiste dobre slike in na tem graditi, ne da potem prinese k tebi par 100 ali pa 1000 posnetkov, zdaj pa pove, kaj je dobro. To je treba sproti, je treba preverjati rezultate dela. Jaz sem to delal na ta način, da smo v fotoklubu pošiljali na razstave po celem svetu, tako da smo letno sodelovali na 120 razstavah. Mislim, skoraj ni države na svetu, kjer ne bi razstavljali. Ampak danes mladi morajo to sami in eden od načinov šolanja je ravno to, da mu profesor kaže, kaj je dobro, in ga usmerja. Seveda, če je dobra šola, ga morajo eno je splošno znanje, drugo pa je, da ga morajo usmerjati na tisto področje, kjer profesor ugotovi, da mu leži. To se pravi, tu pa moraš tudi sam sodelovati. Vse na začetku je to področje zelo široko, ampak kasneje moraš najti tisti svoj prostor. Moj prostor je pa bil domače dvorišče, to je Ptujska gora, Ptuj pa Haloze. Se pravi, vse fotografije so nastale v tem oskem področju. Danes pa večina ljudi, seveda svet je drugačen, hodi po svetu in tam nosijo slike. Ampak, če je to naredil v par dnevih, ne more biti enako, če pa to delaš leta in leta na istem prostoru. Hvala lepa. Preden smo, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, prišli sem v predsedniško palačo, smo na Prešernovem trgu pri spomeniku Franceta Prešerna položili venec in vesel sem, da smo morda danes uvedli novo tradicijo. Doslej je to vedno polagal predsednik republike v navzočnosti ministra za kulturo, danes pa so to z menoj storili vsi Prešernovi nagrajenci, vključno s predsednico sklada. Tukaj bi zdaj prosil za en aplavz še za 3 nagrajence Prešernovega sklada. Z nami je skladatelj Luka Juhart, igralka Nina Ivašin in oblikovalec Nejc Prah. In zdaj prosim ministra, gospoda Pozniča, da nas nagovori s kratkim govorom. Prosim. Hvala, gospod predsednik. Spoštovane in spoštovani. Slovenija je ena redkih držav, ki na takšen način časti svojo literaturo, svojega največjega moža besede, našega Prešerna. In ravno to je tudi na simbolni ravni znak, da je to vrednota, da je slovenska kultura tisti fundament, tisti temelj, iz katerega v resnici vsi skupaj izhajamo. Že stoletja, do danes in verjetno tudi naprej. Zato je še toliko bolj pomembno, da takšen praznik
vsaj zame osebno, največji državni praznik, najbolj pomemben, vzamemo kot nekaj, kar nas povezuje, kar nas združuje, kar v resnici v vseh stoletjih našega, bom tako rekel, teka čez drn in strn zgodovine, v resnici nas vse skupaj poenotene, saj znotraj kulturnega polja, v resnici pelje tudi v to turbulentno 21. stoletje. Tako da tudi z moje strani res izredne prisrčne čestitke vsem nagrajencem, obema nagrajencema za življenjsko delo, vsem nagrajencem Prešernovega sklada, vsem nam, tako da v resnici čestitam vsem nam Prešernov dan. Hvala.